Danes je spet torej čas za šteko. Koliko študentov se je zbralo? Zbralo se je približno od 40 do 50 študentov, nekaj dijakov še pričakujemo, tako da je kar zadovoljiva številka. Kakšen je pa pomen te prireditve za Maribor? Jo Maribor potrebuje oziroma okolica študentskih domov? Ja, mislim, da jo potrebuje, zato ker v bistvu se s tem spodbuja na nek način prostovoljstvo, pa v bistvu čisto taka zdrava logika, da moraš počistiti pred svojim pragom. V bistvu je to namenjeno glih tem študentom okoliškim tega kampusa, da počistijo pred pragom. Študentom smo za po akciji pripravili malico in spominske majice. Podarili smo jim pa tudi nekaj teh spominskih brošk. Do you have in your country also some volunteers for the environment? I think so, yes, but I have never participated. And why are you participating today? Why not? I like it. I want to have the cleaner world. Salik pa vas čaka pri študentski organizaciji, tako da kar prosim, da vam posesamo avto, tako da bo rešiti. Izvolite, hvala. Kje si izvedela za šteko in zakaj si se ga udeležila? Že lani sem bila del akcije, pa sem se ga letos spet udeležila, preprosto. Meniš, da je pomembno, da študentje čistijo okolje? Ja, definitivno. Sicer zdaj letos smo mislili celo, da bomo imeli malo manj dela kot lani, glede na to, da je bila čistilna, pa se nažalost nič kaj ne pozna, smo imeli kar polne roke, še vseeno. Kaj pa meniš, so študentje velik krivec za onesnaženost okolja ali bolj kdo drug? To pa težko tako rečem, kakorkoli, kaj pa vem. Ja, mislim, da so kar, ja. Če se spomnim na kakšne lampiončke ali pa na kakšne Radio City ali pa kaj takega, mislim, da je kar hudo, ja. Se mogoče tudi v tvojem stanovanju oziroma študentski sobici odvija šteko? Ja, nekaj časa se je odvijal z takim rahlim terorjem pa napisanimi sporočili po kuhinjskih omarah, ampak se je zdaj zadeva ublažila že, tako da ni več tak. Kdo je izvajal teror, ti ali drugi študentje? Jaz sem lepo obvestila po kuhinjskih elementih.